pa je moje ime Kristi Žmahar, sem avtorica in učiteljica meditacije in tokrat se vam oglašam iz prav posebnega čarobnega mesta, iz Warner Bros. Studio iz Londona, kjer sem dobila edinstveno priložnost, da obiščem nekako kulise in zaodrje nastanka filma zelo znanega po celem svetu in sicer Harry Potterja. Ko sem vstopila v ta čarobni kraj, ki mene osebno zelo inspirira, sem nekako začela prejemati sporočila in mogla sem se ustaviti v tem čarobnem kotičku, da eno izmed teh čarobnih sporočil delim tudi z vami. In sicer mi je ves ta ambient dal zamisliti tudi vse tisto, kar smo slišali tukaj o čarobnosti življenja. Vendar, ko govorim o čarobnosti življenja, sem ugotovila tukaj na tem kraju še neke dodatne stvari, o katerih morda toliko ne razmišljamo. Prva stvar, katera bi danes uporabila za sporočila, je to, da smo ljudje resnično pozabili, kaj pomeni magičnost, kaj pomeni domišljija. Tako da za ta teden sporočila za vas prinašajo spoznanje, da si dovolite začeti razmišljati izven tistih okvirjev, ki ste jih poznali do sedaj. To pomeni, če lahko v zgodovini človeštva nastal tak projekt, kot je bil Harry Potter, jaz mislim, da tudi vi lahko pogledate svoje življenje malce ven iz okvirjev, ki ste jih do zdaj poznali in se vprašate, kaj za vas pomeni magičnost, čarobnost, kaj je tisto, kar vi rečete, da je čarobni prah vaših sanj. To je prva stvar, katera vam bom pustila, da razmislite o tem. Vendar pa, ko odkrijete svojo čarobnost, ko se odločite, kaj so sanje, kaj je tisto, kar bi lahko čisto drugačno delili s svetom, mi je dalo zelo zamisliti tudi to, kaj smo uspeli na tem čarobnem kraju danes izvedeti. Sam nastanek Harryja Potterja je veliko več, kot lahko vidite vse te čudovite elemente, ambiente, čarovniške plašče in palčke in seveda na milijone otrok po vsem svetu je očarala ta zgodba. Pa vendar, ste vedeli, kako je nastala? Na ure in ure, na tisoče in tisoče ljudi, ki so tole ustvarjali. Ali ste vedeli, da je vse tukaj izdelano ročno? Ali veste, da so se otroci, ki so igrali v tem filmu, tukaj dejansko šolali in živeli? In koliko ljudi je bilo potrebni? Kakšna povezana družina je bila? In ko sem razmišljala o tem, sem spoznala eno stvar. Čarobno življenje je ena. Končni rezultat, ki ga boste na koncu videli, je naslednja stvar. Pa vendarle, zato je potrebno garati. Če želiš ustvariti sanje, ki bodo na koncu izgledale kot čarobni prah v besedah in v sliki, je potrebna delati, zavihati rokave in včasih čakati tudi morda več tednov, mesecev ali let, da pridete do rezultata. Vendar pa se vseeno splača, kajti ko nastane kaj takega, je potem vse poplačano. Razmislite o tem, kaj so vaše sanje, kaj želite deliti s svetom, potem pa trdno zavihajte rokave in bodite pripravljeni počakati na svoj rezultat. Z vami bom delila še nekaj čudovitih utrinkov in slik in želim vas, da se vas to dotakne, na to pa seveda najdete svoje sanje. Lepo se imejte in adijo!